Dragi gledalci, dragi gledalke in poslušalci, poslušalke, lepo pozdravljeni. Spet se gledamo v novi epizodi Popotniškega snepa. Kot ste verjetno že videli, se bomo danes podali na popotovanje po eksotičnih deželah Srednje Amerike oziroma okoli Karibskega morja, saj se nam približuje obdobje uživanja na soncu in ob morju. Oddajo za vas organizira Popotniško združenje Slovenije, nevladna organizacija, ki se zavzema za koncept trajnostnega razvoja turizma in izobraževanje mlajših generacij skozi potovanja. Prav tako pri izvedbi dogodka sodelujemo z organizacijo Mladi Maribor. Če ste že slišali za Popotniško združenje, verjetno poznate tudi našo spletno revijo Globetrotter, ki jo izdajamo mesečno na naši spletni strani. Iz njenih vsebin oziroma člankov, ki jih pripravljajo prostovoljni novinarji, pa se razvijajo različne teme, predstavljene v tej oddaji. Za tiste, ki vas zanimajo prejšnje epizode, jih lahko najdete na našem YouTube kanalu ali v obliki podcasta na temu namenjenih aplikacijah. Da pa ne bom predolg, vam zdaj predstavljam današnjo družbo, torej to je naša novinarka, backpackerka, popotnica od majhnih nog, ki zase trdi, da je otrok po duši, to je Tanja Šilar. Torej, Tanja, pozdravljena in dobrodošla v naši oddaji. Se slišimo, Tanja? Tehnične težave, ne vem, a me slišite ali ne, samo meni je zmanjkalo zvoka. Se te sliši? Verjetno ti nas ne slišiš? Žal pri meni zvoka, tako da nič ne slišim, lahko pa poskusimo štartati. Ok, mi te slišimo jasno in glasno. Vedno bomo počakali, da ti poskrbiš za to, da boš ti nas slišala. Torej, mogoče slušalke. Torej, dokler rešujemo spet tehnične težave, bomo pa še enkrat predvajali video od Tanje, tako da... Se slišimo, Tanja? Očitno še moramo počakati. Se slišimo? Ja, slišiva se. Super. No, torej smo rešili težavo. Manjše tehnične težave. Lep pozdrav vsem. Torej, še enkrat bom povedal, samo na hitro te predstavljam. Ja. Torej, to je naša novinarka, backpackerka in popotnica od majhnih nog, torej Tanja Šilar, in še enkrat pozdravljena in dobrodošla v naši oddaji. Živjo. Torej- Kar izvoli. Hvala. Torej, danes bomo govorili o tvojem velikem popotovanju okoli Karibskega morja, tako da bi te za začetek vprašal, kako se je vse skupaj začelo, da začnemo s tvojo zgodbo oziroma odločitvijo za to potovanje. V bistvu s Karibi se je začelo tako, da je bila to moja 10. obletnica potovanj.
Željo sem imela iti nekam na toplo. Kuba je bila v mojem načrtu že čisto od vsega začetka, pa nikoli ni prišlo do realizacije. Klene se pa nekako vse skupaj poklapalo in s kartami, da so bile dosti ugodne, in z družbo, ki je tudi hotela iti z mano, se pravi, tukaj me je spremljal Erik. Pol leto kasneje se mi pa pridružila še Kostarika in zelo nenačrtovana Panama, ki bo pa tudi tekom oddaje vse povedala, kaj in kako je prišlo do vsega skupaj. Kostarika pa Panama, tukaj me pa spremljala Suzana, tudi ena zelo odlična popotnica. Zdaj, če začneva s Kubo, ne? Okay. Kuba je bila tako, Kuba je bila v bistvu čas, ko so bili še zadnji dnevi, ko je bil Fidel Castro živ, kar pomeni, da je bila še zelo, zelo živahna. Šlo je pa za moje potovanje, se pravi, tisti, ki me ne poznate, jaz sem backpackerka, kar pomeni, gre vse v lastni režiji. Kupi se karta, spakira se 10-litrski ruzak, kar notri gre, ostalo ostane doma. Čim manj tehnike. In se gre na pot. Nekako, če pokažem, zgleda takole, ena taka, recimo temu nema karta, doma se označi par krajev, kaj bi rada videla, kaj se tam da videti, vse ostalo je pa stvar organizacije na kraju samem. Se pravi, prideš tja, iščeš hotele, iščeš prevoze, se družiš z domačini in probaš dobiti čim več informacij, da je potovanje čim bolj avtentično, se pravi, da je čim manj turizma in vsega tega. Druga stvar, ki pa je že to tako potovanje, običajno so malo bolj avanturistična od tistih klasičnih, kjer vozijo agencije. Da meni to ni bilo, ne da ni bilo dosti, sicer je zadeva bila vse po naključju in stvar življenjskih okoliščin, ki me je pripeljala do tega, da hodim velikokrat na potovanje s popolnimi neznanci. Kuba je že bila tako, z Erikom sva se spoznala in se v bistvu dobila na kavi, tako rekoč, prav tega namena. Ali bi šel z mano, ali bi šla ti z mano. Ugotovila sva, da ima podoben stil potovanja, da si želiva videti iste stvari. Tudi budžet je tukaj pomemben, se pravi, da imava približan isti okvir, koliko se da zapraviti. In enostavno sva rekla, nič, greva pogledati, če so karte so bile in sva bila na avionu. Tako nekako. Kar se pa tiče Kostarike, Kostarika, kakor sem omenila, je bila z mano Suzana in sem prepričana, da naj jo danes tudi gleda. Suzana je pa v bistvu že moja prijateljica, ampak je pa ratala na isti način. Iskala sem sopotnika za pač nekam potovati, kam ni bilo določen, in sem njo spoznala. Sva se, mislim, dobili na kavi, to nekako ugotovili, da imava tudi iste interese, energija je bila ta prava. In sva pol v bistvu najino prvo potovanje začrtali Tanzanijo v Afriki. Tam so ugotovili, da se ujemava zelo, zelo dobro in sva nadaljevali potem naslednje leto na Kostariki in Panami in še naslednje leto potem v Indiji. Pol pa prišla korona in smo mogli zadeve majhen postaviti v kot. Kako si pa, če nam natačneje poveš, kako si spoznala te neznance, oziroma preko česa, preko Facebooka recimo? Začel se v bistvu še z STA forumom, ki je bilo včasih aktiven, ta stran žal ne obratuje več, ampak na Facebooku še ni bilo teh zadev, ni bilo še to tako popularen. V bistvu je bil en čist preprost forum, brez slike, brez vsega, bil je en nik, kjer si upal, da ko boš nekoga spoznal, ko boš šel na kavo, ne bo prišel kakšen čudak, ne. Moram reči, da sem imela tudi veliko sreče, kar se tega tiče, da spoznala sem mogoče 2-3 osebe, ki mi niso pasale, ampak sem žal pač čisto lepo prijazno odgovorila, da to ni to, kar jaz iščem, ne. Imam že toliko izkušenj, jaz nekako potujem zdaj trenutno 15-16 let kot backpacker in točno vem, kakšno osebo želim imeti s sabo, ne. Kaj je treba vprašati, da dobiš tiste odgovore, da ti odgovorijo v bistvu, a je zate nekdo ali ni, ne.
Moraš biti pa tudi na nekaj pripravljen. Taka oseba, ki gre s tabo, se lahko sredi potovanja tudi reče, oprosti, ne gre več in gre to vsak svojo pot. Se pravi, moraš biti pripravljen, da greš lahko tudi solo, sam naprej. Ne? Da to ni nič groznega. Se počutim, da te prekinjam. Se ti je že kdaj zgodilo kaj podobnega? Slučajno? Ne, na srečo ne. Moram priznati, da sem z vsemi lepo šla do konca. Pa ne vem, ali sem srečala potrpežljive ljudi, ali sem jaz toliko potrpežljiva, ali pa enostavno sem sreča. Torej, pa večkrat, ko si spoznavala ljudi, si našla te prave partnerje. Večkrat so bili primerni za tebe, kot pa neprimerni, oziroma Tako, večkrat je bilo, da so bili primerni, zdaj se je zgodilo, da je šlo za enkratno zadevo, zdaj razlog je bil lahko to, da nekako je, kako bi povedala, malo stereotip, da na ta način se potuje tisti, ki je samski, kar je pa še daleč od resnice. Bili smo v parih, pa je partner ostal doma iz takih in drugačnih razlogov, ali je to bila služba, ali ker ne želi potovati, ali trenutno ni mogel dobiti prostega termina, ali ni želel na take ekstremne zadeve hoditi, se pravi, je bila bolj Evropa pa city breaki. Od tega, da smo ali pa smo bili samski, no, da se popravim, vse, različno, res različno. Ali pa enostavno tudi, da smo hoteli dve punce, ker iskreno rečeno, dve punce na potovanju je veliko lažje kot v paru. Ker te sprejemajo bolj si zanimiv, bolj zaupanja vreden deluješ, ne, in ti več stvari tudi pokažejo. To so moje izkušnje nekako. No super, zdaj pa mislim, da lahko začnemo mi kar s predstavitvijo, če se strinjaš. Seveda, se strinjam. Evo, tole je Kuba, v bistvu Havana. Tukaj sva priletela in moram reči, da je zelo hitro tudi odšla na raziskovanje. Kaj je zanimivo pri Kubi je ravno to, da je to svet, ko bi rekel, 50 let nazaj. Čas se je ustavil, stari avtomobili, stare stavbe, življenje z malo tehnike. Greva tudi naprej. In bom rekla, veliko življenja je na ulicah. Tukajle sve še videti avtomobile, pa to, kar je zelo zanimivo, da je ogromno barv, ki jih vidiš. Nekaj je živali, sicer ne toliko, kar sem jaz pričakovala, je pa, ne vem, zelo super hrana, veliko sadja. In potovanje recimo po Kubi bi jaz priporočala, ne si najemati avtomobilov, ker policaji, uradniki so zelo radi podmazani, se pravi, bojo ti naštimali, ne vem, radar, da so te ujeli na radar, a to je prazna škatla, sam jim nič ne moreš dokazati, samo visoke kazni lahko plačuješ. Se pravi, je treba vzeti avtokolektivo ali pa kakšen avtobus in se peljati iz kraja v kraj. Nič groznega, domačini so prijazni, štopanje pa žal ni več dovoljeno, kakor sem jaz spremljala in se ne da drugače premikati. Da se najeti kakšen kolo, take zadeve. Gremo pa tudi naprej. Tole sicer ni Kuba, ampak bomo preskočili, pa bomo pol kasneje razložili. Tale nekje iz meje med Kostariko pa Panamo. Evo, tole pa je, se pravi, tukaj se res vidi, avtomobili so bili stari, preluknjani, pač to, da se da peljati z njimi. Veliko je pa še konov, krave, se pravi, za prevozno sredstvo kmetje uporabljajo res še zelo take osnovne načine, no. In tega je ogromno videti, sploh na podeželju, kar je fascinantno v bistvu, ne, ker pričakuješ neke avtomobile, neke mehanizacije, ampak je ni. Naprej še. Midva sva v bistvu iz Havane se prestavila na zahod v Vinales. In to je že slika iz Vinalesa, kjer sva v bistvu šla obiskat plantaže tobaka, malo sprobavati tudi rum, normalno, ker je le dežela ruma. In ko sva prišla gor, je bil pač en izlet, ker
jaz sem rada na potovanjih aktivna, se pravi, ali da grem na trekking, ali da se vozim s kolesom, ali cele dneve hodim po mestih, nisem pri miru, ne. In v bistvu tlele sem prišla na ta izlet, kjer je bilo možno samo s konji iti. Ne jaz, ne Erik, nisva nikoli jahala konja, tako da v tisti polomljeni angleščini, španščini, ker noben od naju ni govoril, jaz nekaj osnovnega, smo se zmenili, da je to semi-avtomatik konj, se pravi, se usedeš nanj in bo konj že vedel, kam iti. Tako da je bilo zelo zanimivo, kako ga obračati, pa alo, gremo majhen hitrejš, recimo, ne. Pot je pa nekako takole izgledala, vse smo prečkali, od blata, reke, ni da ni. Gremo lahko še malo naprej. Brez težav torej. Brez težav, čisto. Aha, to je še ena slika vmes iz pač tega podeželja, da se res vidi, kako osnovne zadeve se uporabljajo za kmetovanje, ne. Čeprav je tako lepo, palme pa vse od zadaj, a ne, je vseeno to kmetijska površina. Evo, še majčkeno naprej. Tole, kar gledate, je v bistvu tobak. Se pravi, posušeni listi tobaka, takole se sušijo kar nekaj časa. Midva sva bila v bistvu že v obdobju, ko se ni več videlo, kako rastlina raste, ampak so že pripravljali na to, da bojo kmetje to pol spravili v Havano, kjer se delajo cigare in vse skupaj. Nekaj malega pa za sebe zadržijo. In kar je zanimivost, oni iz teh listov ven pobirajo, se pravi, žile, ki so v listih, ki jih vidimo, in ravno tiste žile dajo nikotin in zasvajajo, a ne. Recimo jaz tudi imam še nekaj cigar tukaj doma, lahko pokažem, pa lahko tudi sliko naprej. Evo, takole sicer, te so že iz Havane. Še zmeraj zelo lepo diši, čeprav nisem ravno kadilka, ampak ko je takale priložnost, da si nekje zunaj v naravi pri kmetu, to je tale gospod, ki nama je lepo pokazal, kako se iz listov zvije in kako se jo proba kaditi v bistvu v končni fazi, ne. In tlele jaz priznam, sem kolebala, a probam ali ne, cigara je vsaj nekaj, kar je zelo, zelo močnega, no, in pol je v bistvu on razložil, da ravno zaradi tega, ker teh žil ni noter, ampak to res samo kmetje tako uporabljajo, ne za prodajo. Ne bo nekaj, kar me bo zasvojilo ali kakorkoli, ne. Se da normalno probati in res, pač sem probala in ne, da sem probala, v bistvu sva si celo vzela, da sva jo pa še ob večeri naprej pokadila. Kakšni so bili občutki? Močni. Tako, res ti napolne pljuča, no, za nekoga, ki ni vajen, je majhen ekstrem, ampak vseeno, ne. Bilo mi pa res žal, da ne bi probala tega. Torej niso bile posledice, da bi se navadila na to? Ne, niso niti posledice bile, da bi mogla kaj fejst kašljati, se odkašljevati, karkoli takega, čisto normalno sem prenesla. Edino mogoče, kar bi bilo, da je naslednji dan žal prišla driska, zdaj pa ne vem, a je prišlo od tega, ker sem toliko pokadila, a je bilo kaj v hrani, v vodi, karkoli bi lahko označila, no, tisto bo zgodba za malo kasneje. Pa da gremo lahko tudi naprej. No, o tem sem govorila, pač probati je treba, ne. Pa se slikati toliko. Dokaz, zato ker drugače meni prijatelji ne bi verjeli. Lahko še naprej. Tako sem prej že rekla, na Kubi, kdor ne pije alkohola, kaj dosti nima za početi, ker rum je v bistvu prisoten čisto v vseh pijačah. Oni so navajeni koktejle na vsakem koraku, to je pijača, ki pri nam, ne vem, zdaj je tam 5, 6, 7, 8 evrov, niti ne vem. Tam je bilo to po 2 evra. To je bilo toliko drago, kakor en navaden sok, in koktejli v primerjavi z našimi so tudi neprimerljivo boljši, no. Tako da se je dalo, in to se v bistvu na ulici so kot eni kioski in jih dobiš, niti ne rabiš v restavracijo iti, a ne. Veliko ljudi se družiš na trgih, ker v bistvu zanimivost je tudi to, ne. Internet je težko dostopen. Wi-Fija nimaš po kasah in tega, to sploh ni variante, imaš ga pa na trgu.
Se pravi, na trgu je počasen, je gor in dol in zato je tudi prodaja pijače tam malo lažja in v bistvu ljudje pol se tako na ta način tudi družijo, ne. Tako da gremo lahko še malo naprej. No, tulele v bistvu ena slika čisto pomajčkeno, za, da ne pozabimo, da samo Fidel Castro bil, ki je vladal trdo roko, da je tukaj tudi dom Che Guevara in vsega, kar on predstavlja, ne. Mislim, da tulele ne rabim kaj več dosti povedati, ker ga vsi poznamo. Je posvečen cel muzej njemu in je vreden ogleda, definitivno. Je pa slika Che Guevare na vsakem koraku, no. Kar naprej. No, to je pa to, kar sem govorila. Avtomobili, se pravi avtokolektivo. To pomeni, da je en avto, kjer ga naj bi načeloma šlo recimo 5 oseb, oni jih zbašejo, ne, 7, 8, 9, kakor odvisno, koliko širok si, toliko jih noter nekako spravijo. Kakor vidite, volan je v bistvu, kar še ga je ostalo, to je. Pol tam, ke je menjalna ročka, se vidi dostikrat na cesto, v bistvu, da se bolj spominja na kremenčkove, ampak gre. Zadeva gre, zadeva funkcionira, je to tudi dokaj ugoden prevoz, ne. In zgodba, ke se pa tule odzadaj skriva, je pa bila v bistvu tako, da midva sva šla iz Vinjalesa proti Cienfuegos, če sem prav izgovorila ime, tako da ne me za besedo držati. In ke sem rekla prej, da me je pač driska napadla, ne, je to izgleda tako, to si par ur v tem avtu. Ne moreš kar prositi, ustavite, ne. In ko smo prišli do ta prvega počivališča, butnemo vsi na tisti WC, ampak jaz sem šla ene 5-krat, tako da na koncu, ke je gospa kaj pobirala tisto stopnino, ali kako naj rečem, da si WC papir dobil, mi na koncu samo mahala, pejte, niti računala, nič ni. Jaz sem pa samo držala pesti, da se v avtu nič ne zgodi, no, tako da to je tudi tisti čar potovanj, nikoli ne veš, kaj se ti zgodi. Nekaj osnovnih zdravil moraš imeti vedno s sabo, saj so lekarne, ampak če se pa zgodi dejansko na poti sredi ničesar, pa moraš nekaj imeti, ne. Na to moraš biti pripravljen, tam ne pomaga ne zavarovanje, ne nič. Tako da, ja, smo preživeli tudi to, no, tudi to smo ustavili pol na koncu. Evo, Tanja, so se pa pojavila tudi prva vprašanja zate, tako da zdaj odgovorili na prvo vprašanje. Zdenko zanima, kako varno si se počutila na Kubi? Popolnoma. Kuba je ena najbolj varnih držav, kar jih je. Tudi nisem nekaj posebej pazila, ni bilo treba nekaj skrivati ali denarja ali karkoli. Tudi vajeni so na to, da če se karkoli zgodi, turist je za njih, ne kot kralj, ampak prinaša dobiček. Se pravi, so usmerjeni k temu, da se ne krade, se ga ne ogroža, razen pač ti goljufivi policisti, ampak ne bojo ti pa nič fizično naredili. To pa ne. Fizičnega nasilja ni, hitro lahko zavpiješ, zakričiš in če boš ti zakričal, bojo drugi Kubanci prišli na pomoč, če bi že do tega prišlo. To so sami domačini takoj začeli opozarjati, no. Torej so še naklonjeni turistom, ne? Ni prevelikega turizma očitno. Tako. Ker so le revni in vejo, da turisti tudi prinašajo obleke v bistvu njim, ne. Se pravi, če imaš kaj starega, pa tudi če je malo ponošenega, tudi meni se je zgodilo na cesti, ke je prišel en, a imaš mogoče kakšno majico mi za dati? Ja, imam v hotelski sobi oziroma v kasi jo imam, ne. Pol kakšne barvice za otroke, res tam ni stvari. Ker tudi v trgovino, ko greš kupiti nekaj za jesti, pri nam imaš 50 salam, med katerimi se 1 uro odločaš, tam si vesel, če ena vrsta salame noter. Pa še tista je taka zelo roza barve. Tako da ja, Kuba je revna. Zdaj pa še drugo vprašanje, pa Uroša zanima, katero mesto, oziroma vas na Kubi ti je bilo najlepše, ki bi ga obiskala še enkrat? Še enkrat definitivno bi šla čisto na vzhod, na Guantanamo. Zakaj točno, bom pa pustila majčkeno odgovor, ko bomo prišli do tiste slike in tiste zgodbe. Tam mi je nekaj ostalo, ke nisem še dokončala, no. Bom tako rekla. Torej še pride. Še pride.
Tako da lahko gremo pa slikam naprej, ne. Točno tako. Evo, tole je bilo pa v mestu Trinidad, eno luštno mestece, ke mi je v spominu ostalo po diskaču v jami, se pravi, v jami noter so v bistvu en diskač naredili in tako zelo zanimiv vibe daje, ne. Ampak v bistvu ta slikca je pa nastala z enim gospodom, ke je deloval sicer bolj kot en klošar, bom rekla, čeprav na Kubi prav klošarjev ni, no, ki jih niti ne dovolijo. In ogromen knjig je imel na tem vozu in midva, ke sva prišla nazaj z enega kolesarskega izleta, sem jaz tega gospoda videla, normalno greš mimo, lepo pozdraviš, pozdravil on nazaj in velikokrat dobiš vprašanje, od kje pa si, pač povem, da sem iz Slovenije, pa on, ja, vem, kje je to, pa to sem že vajena, da vsakemu se smejem in si mislim, ja, seveda, Slovenijo vsi poznajo, ne. In sem rekla, res, kje pa je, ne, pa on pravi, ja, meji na, ne vem, Italijo, Madžarsko. Jaz pogledam, veš, da Madžarska obstaja, okej, mogoče pa res veš, kje je Slovenija, ne. In pol sva se začela tako pogovarjati, v bistvu padla v pogovor, je bil zgodovinar, učitelj zgodovine, ampak to ni en poklic, ke prinaša denar. Se pravi, on zdaj životari v bistvu, tako da je takole malo na ulici, kdaj kakšnega ugovori, nikoli ne prosi za denar, ampak rad je pa v stiku s tujci, zato da pač svoje znanje tudi majhno osvežuje, je pa znal angleško, no, tako da je zelo, zelo zanimiv, ker drugače Kubanci samo španščina in španščina. No, tekom tega, ke sva se midva pogovarjala, kar je bilo zanimivo, je on vztrajal na tem, da meni napiše pesem in mi jo tudi je. Sem danes hotela sicer pokazati ta listek, ampak vem, da ga imam nekje spravljenega, pa ne vem kje, tako da ga imam še danes v spominu in to je en takih spominov, ke je meni najljubši, no. Ker se ga ne da kupiti, dobila pa sem ga v dar, ne. Torej, najpristnejši spomin oziroma spominek, ki si ga lahko prejela. Definitivno. No, če se je pojavilo še naslednje vprašanje. Anja, če si kaj plesala na Kubi? Seveda. Seveda in to s Kubancem. Je bil zelo vztrajen, čeprav jaz nisem glih plesen tip, ampak smo bili tam ena grupa, neke Nemke, midva z Erikom in je vztrajal, da bo plesal z vsemi petimi, tudi z Erikom v bistvu. Tako da ja, sem plesala salso, plesali smo v bistvu temu diskaču noter, ke ni bil tipično tako, ke pri nas kakšno tehno rave, ampak pač res salsa ritmi. Videla sem jih veliko tudi na ulicah, tako da ja, ritem je tam doma, definitivno. Torej, če sem prav razumel, ta učitelj zgodovine oziroma tisti, ki ti je pesem napisal, tvoj soplesalec? Ne, v bistvu ne, tisti je bil precej mlajši. Okej. Tako da ja, se pravi, na Kubi moraš probati rum, cigare pa salso, jaz sem probala vse, tako da. No, to je pa ta kolesarski izlet, o katerem sem prej razlagala, to, da sem jaz tudi rada zelo aktivna, da se nekako nekaj dogaja. Lahko načeloma bi prišla z avtom tulele, ke sva hotela iti malo na plaže, malo utrujena, že v enega dela potovanja sva hotela enostavno nekam iti za en popoldne, malo zaplavati, hotela sva Karibsko morje, ribice in take zadeve. Da sva se v bistvu najela kolesa in sva rekla, nič, greva, odpeljeva se pač ven iz mesta, kamor bova prišla, se izgubiti se nimaš kaj dosti. In so v bistvu takole se tudi vidi, kakšne ceste so, in to je ena boljših cest na Kubi, ker so precej katastrofalne, no. So razluknjane, takole malo poflikane in ni tako hitro potovanje, kakor bi si želel, no, tudi ko greš naprej z avtobusi ali kakorkoli. Pa tudi moram poudariti, da obstajajo dve vrste avtobusov, ene so za domačine, drugi je za turiste in ne moreš mešati, razen po mestih, ne. Imajo zelo ločen, ker moraš tudi pokazati osebno izkaznico, ko greš na avtobus, da si domačin. Tako da gremo lahko tudi na naslednjo slikco, evo, da malo pokažem še malo plaže, sicer je ni veliko, ampak kar ostalo pa je bilo prepuščeno uživanju, no, in majhen relaksaži za en popoldne, preden sva se podala naprej na pot, no.
Se opravičujem, evo plaža. Takole nekako res, turistov ni bilo veliko, se pravi, jaz sem se izogibala razen v Veraderu, ki je najbolj turistično opevan. Tam pač imaš, tudi z domačini, katerimi sem se pogovarjala, je ogromno turistov, ampak tam ne doživiš Kube, to je problem, a ne. To pa meni ni v interesu, ker zato grem jaz lahko ležat na Hrvaško. Morje je toplo, je čisto, živali je več kot dovolj noter, ampak varno, tako da ni bojazni, da bi karkoli nevarnega prišlo do tebe, no. Evo, lahko naprej? Se pojavilo vprašanje, tako da bomo odgovorili na... Torej, Uroša zanima, ali veš mogoče, koliko je povprečna plača na Kubi? Tako bom rekla, jaz sem v bistvu bila tam leta 2016 in v spominu imam nekje tam mogoče 100 evrov mesečno, ampak če imam še pravi podatek, no. Kakšna je pa to danes, pa ne vem, v glavnem, to so zelo, zelo mizerne plače, nekateri ne preživijo iz meseca v mesec. Tudi glede na to, da na Kubi se uporabljata dve valute, ena je za domačine, do kjer tujci zelo, zelo težko pridejo in je precej lažje kupovati z njo, to, kar pa turizmu namenjena, oziroma se jo tudi oni uporabljajo, to pa normalen ali pa povprečen Kubanec ne pride čez mesec. Ni mogoče sploh. Tako nizke plače so, ne. Zanimivo. Torej, drugo vprašanje, kar me pa zanima, kje ste kaj spala, kakšna so prenočišča, če so vaju nadlegovale kakšne zverinice? Nobenih zverinic ni bilo, mislim, zverinice, če odštejem kakšnega komarja, no, ni bilo nobenih zverinic, ki bi me grizle kaj posebej. Spala sta v bistvu po kasah, tam, mislim, obstajajo, seveda, da obstajajo hoteli v teh večjih turističnih zadevah, ampak to ni stil potovanja meni primeren, zato ker je to pol že pride predrago. Kasa pomeni, da ali domačini oddajajo samo namen za turiste, ali pa odstopijo sobo v svoji hiši oziroma v svojem stanovanju. Tudi to se mi je zgodilo, da sem v bistvu šla v blok, v stanovanje, kjer je normalno živela družina in je odstopila svojo spalnico, ne. Se pa dve vrste v bistvu teh kas. Ene so, se pravi, prijavljene, kar pomeni, da moraš dati vse dokumente, te popišejo in tudi odvajajo davke državi. So pa tiste, ki so na črno in to jih sami Kubanci prezirajo, ker ni prav, ker ne želijo imeti tega dela na črno, no. Tako da v bistvu samo, kar se tiče kasa in kasa in kasa, pa glede na to, da ni interneta in raznih bookingov in tega, kako to poteka, kje kaso najdeš, zdaj greš lahko čisto na splošno, prideš v kraj pa jih iščeš, ali pa, kar je še lažje, da v kasi, ki si, že naprej vprašaš, če imajo mogoče kakšen kontakt, ali pa ti ga že kar sami ponudijo v bistvu. Tlele pojdi in boš dobil nekaj dobrega. Imajo pa zelo dobro obveščevalno službo po Kubi, bom rekla, tako da točno vejo, kam se kakšen turist premika. To še verjetno od totalitarnega oziroma teh sistemov, ko so bili družbenih preprosti. Tako je. Pa zanimivo, Ksenijo, kako to, da imajo različne avtobuse? Jaz mislim, da je to v bistvu ravno zato, da se različno plačuje, ker tudi ti avtobusi, ki so namenjeni turistom, so višjega ranga, kakor te, ki so namenjeni domačinom. Razlika glih v ceni, ne, ker ti več plačaš, ti lahko privoščijo boljši avtobus, pač njim pa ne, se tudi sami Kubanci nekih velikih razdalj običajno ne počnejo, so več ali manj v kraju ali pa grejo v bližnje mesto, to še, da bi se pa tako po Kubi neki oni šli turizem, se ga pa ne grejo. Ok, torej zdaj pa lahko nadaljujemo dalje na predstavitev. Da vidimo naprej slikce. Evo, to je ena taka tipična kubanska starejša gospa. Pri nas gledajo gospe v kiklah, normalno v jopcah, pa z cekrčkom, ki šibajo v trgovino ali nekaj takega. Pri njih pa ne, pri njih pa sedijo nekje na pločniku z debelo havanko v ustih in
puhajo in to jih vidiš, da uživajo v tem. Niso to tipične evropske dame, ampak so bolj možače, bom rekla. Mogoče malo grdo, da sem rekla to, ampak dejansko, ne, ker tudi recimo, če kle pokažem, jaz sem si kupila 2 spominka. To, kar meni predstavlja Kubo, jaz upam, da se jo videli, takole enega močkega kadi, pa eno žensko s figo, evo, takole nekako. Takole. In to dejansko predstavlja, tega na Kubi vidiš ogromno, res ogromno, no. Tako da uživajo v življenju, znajo živeti. Čeprav je težko življenje, ko pa si privoščijo tisto nekaj zase, pa uživajo. Tudi vidiš jih, ko plešejo, mogoče toliko starejše, ne, mlajše pa dostikrat na ulici, ali imajo kakšne festivale, ali tako plešejo, pa veliki igrajo šaha. To je tudi veliko, po parkih imajo že kar te kamnite mize in si prinesejo šah in šahirajo. Zanimivo. Je pa res, kar pa je še nekaj, kar tudi dostikrat, no, tale slikca, tukaj sva prišla tudi nekje z enega izleta, pa še po enem mestu sva hodila, majhen ogledvala in so bili otroci, ki so šli iz šole, v bistvu nekaj radovedni, kaj Erik slika in nekaj, mislim, da je celo njih še sliko in so takole, ko so okoli naja hodili, mi pa pokazal slike, verjetno tudi prvič v življenju videli fotoaparat, vsi radovedni in jaz pa z druga kota hitro gremo malo poslikati, ker takih trenutkov težko jameš, tako da so tisti pristni otroci, no. Je lepo videti. No, tole je pa taka zelo zanimiva zgodba, zdaj, če smo že pri tem, da jaz potujem z neznanci. Ja, Erik je bil ta neznanec iz Slovenije, Aksel je bil pa neznanec z Južne Amerike, pa se zdaj ne spomnim dobro, ali z Brazilije ali z Argentine, rojen Brazilec ali pa Argentinec, sicer pa živi v Španiji in sva ga srečala v bistvu nekje na poti. Tako da smo šli vsi trije dol z avtobusa in smo bili edini, se pravi, ne Kubanci. In ko smo iskali nekako kaso, smo en za drugim hodili. Videli smo se na busu, pa nobenega v bistvu ni govoril, zakaj, ne vem čisto točno. Ampak potem se je on meni približal, mislim, da, in me vprašal, če iščeva kaso, pa če gremo lahko skupaj nekaj iskat, ne. No, na koncu je to tako pristalo, da smo vsi trije si delili sobo, ne samo pač kaso, kjer smo bili. Tako da luštno, no, za par dni. Kar je pa odprl v svetu, on je pa to, ker pač govori res južnoameriško španščino, da je še lažje priti do določenih stvari in še cenejše. Tlele se vidi, koliko tudi, če znaš špansko, se pravi evropsko španščino, še vedno te odirajo, ker se sliši razlika, ne. Tako da, ko si na potovanjih, ja, vedno te bojo okoli prinesli, to se moraš zavedati. No, evo, to je pa to. Salsa na ulicah, sicer tlele je bila predstavitev ene šole, ki je bilo bolj proti koncu, kaj so se naučili in so imeli enostavno sredi ene ulice, čistko, nič napovedano, nič mem, sva šla, veliko ljudi bilo in sva šla normalno kukat, ker sva bila radovedna. In moram reči, da plešejo res fenomenalno, no. To ni tako, kot mi. No, tlele je pa to tisto odgovor, ki sem ga dolžna odprej. Tle smo v bistvu zdaj že čist na vzhodu in sicer zelo blizu Guantanama. Guantanamo, kot vemo, je zapor v bistvu in je ameriško ozemlje, ki je v najemu za 100 let, kdaj točno se izteče, ne vem. V glavnem ne moreš tja, razen če pridobiš eno dovolilnico, pa se pravi Kubanci enega omejenega mesta imajo dovolilnice. In tukaj se je v bistvu Erik spomnil, da zakaj pa ne bi midva probala dobiti dovolilnice, a ne. In sva šla lepo po mestu, po agencijah spraševati, kaj bi se dala narediti, kaj morava narediti, da dobiva to dovolilnico, da midva bi enostavno se rada približala Guantanamu. In so naju vsi čudno gledali, zakaj to, da je mogoče, ampak traja lahko par dni, midva sva bila samo 2, no. 2 dni tukaj in
zakaj bi rada, a ne, in ker sva se že malo spogledovala, mislim, kaj jim ni jasno, a ne, pač pogledati, čim bližje pride temu. Ne vem, kdo od naju je rekel, ja, na obisk bi šla rada, tako za eno noč noter prenočiti, a ne. In so bile tiste velike učke uradnika, kaj sta vi na normalno, a ne veste, da je to zapor? Ja, normalno, da veva, a ne. Tako, malo sva jih tudi midva strašila nazaj, ampak na koncu nama žal ni uspelo, no. Tako da to je ena tista zadeva, ki bi pa rada mogoče enkrat dobila dovolilnico, da bi malo bližje prišla. No, ta slikca je sicer iz Vinjalesa, tam, ko so bila na konjih, takole so probavala rum, preden gre original flaše in tam na kmetih tudi njihovo predelavo, ne. Je tudi neka predelavalnica, nek muzej ruma v Havani, ampak takole v naravi nekje tisto pristno, ne iz neke proizvodne ven dobiti je čist drug občutek. In tudi različne stopnje ruma, različne barve ruma, definitivno. In jaz nisem ljubitelj sicer ruma, ampak na Kubi sem našla enega svojega, ki mi je bil všeč. Torej, zdaj pa mislim, da si s Kubo končala, tako da bomo še imeli vprašanje. Ireno zanima, če sta jedla kaj jastoge. Ja, sva. Enkrat v Havani, se pravi v eni zelo priznani restavraciji. Če bi jo bo zanimalo, mi lahko piše tudi na e-mail ali pa na Facebook. In ji bom poslala, kje je ta restauracija, in midva sva odzunaj čakala, mislim, da je več kot pol ure, da sva prišla na vrsto. Pa enkrat sva jedla v eni kasi, ko so naju vprašali, če bi rada probala jastoga, in sva bila seveda za, tako da mava izkušnjo z obeh strani. Ja, so super, so poceni, tako da brez tega iz Kube iti ni variante. Ok, dalje. Uroša zanima, kje si menjala dolarje oziroma evre za lokalno valuto? Menja se, če se prav spomnim, dolarje, da z evri ni šlo. Menja se pa kar na banki direktno na Havani, tako da moraš iti oborožen z denarjem tja. To je pa tisti minus, ki se pa ne da s karticami. Ok. In še eno vprašanje, ki se me zanima, ali se počutiš prijetno, ko prideš prespat k popolnemu tujcu? Če se počutim prijetno, v bistvu niti ne razmišljam, da je zraven mene tujec, ne glede, a spim pač pri nekom v hiši, ali da spi zraven mene nekdo, ki sem ga v bistvu šele spoznala. Jaz dam popolno zaupanje v štartu, samo izgubiti ga ne smeš pol. Zanimivo. Torej, zdaj, ker pa nas preganja čas, bomo malce pohiteli. Dalje na naslednje države. Kostarika? Okay. No, v Kostariki, kot sem omenila, so bile s Suzano, izkušena, isto popotnica. Moram samo oprati. Tukaj so slikane v bistvu na eni avtobusni postaji v San Joseju. V bistvu samo zato, da se vidi, kako opremljeni backpackerji smo, se pravi, ruzak od spredaj, vzadej, spredaj, po možnosti še kakšne flip-floske, se pravi, papučki v roki in gremo na pot. Tam se niti ne obremenjujemo, koliko teže prenašamo sabo, ne. Tanja, samo da te opozorim, izgubili smo sliko, s tabo te ne vidimo. Ok, tlele, če gremo naprej, bom probala dobiti sliko prikazan na eni od avtobusnih postaj, kako veliko prtljage izgleda, ko jo dve osebe data narazen, ne. Se slišiva? Se slišiva. Slike mi žal mi ne uspe dobiti nazaj, ampak grem z razlago naprej, no. Ni problema. V bistvu tukaj je na kostariški strani, se pravi, ki je Karibsko morje, znana je Kostarika po živalih, po svoji barvitosti, in tukaj sva šla v enega izmed nacionalnih parkov.
v bistvu Kavčita in hodiš ob morju, lahko se greš kopat ali pa stopaš samo eno potko noter in gledaš živali, tako da zelo, zelo zanimivo. Pa tam se neke dve reke srečata, ki bom pa pol tudi sliko, pa bomo šli naprej razložila. Evo, takole je pač morje, plaža, vse je naravno, nič nekaj ne čistijo, kakor pade listje, kakor je, kar pazijo samo, da ni smeti, no. Če gremo še naprej, bomo pa videli v bistvu, ko je samo majčkeno noter umaknjena ena taka lepotka in čisto normalno v senci hodiš, da ti bolj hladno, ker je seveda vroče, teče ti vse povsod, ker je vlage dovolj. In če gremo pa še naprej, bomo pa videli, evo, takole ti vmes malo prečkajo rakuni pot, ki se jih ustrašiš. Dejansko so živali tulele že navajene človeka in se niti ne ozirajo, da si ti v njihov domu šel noter, ne. Če gremo še naprej, bomo videli ene opice, evo, tule od zgoraj je. Kako se te opice imenujejo, žal ne vem. So pa zelo take bolj nevarne, nagajive, tako da niso toliko prijetne. To je pa ta v bistvu dve reke, ki vsaka svojega pritoka prideta. Zanimivo je, da se ne mešata, sta pa kot kava. Ena je čisto črna, druga je rjava, dokler ne gresta v morje, sta ločeni, se ne zmešata. No, tulele sem jaz svoj del po tem gozdu zaključila, ker nisem hotela dati noge v to reko. Na poti nazaj iz Kavčite v Porto Viejo smo šli takole z avtobusa in smo se ustavili. Šofer, tale gospod v plavi majici, je stopil ven in bil 15 minut na telefonu, nismo vedeli, kaj se dogaja, pol pa začel ljudje so spraševati, kaj se dogaja, nam je le razložil, da je pač počila guma, in ko smo hoteli izvedeti, da gremo naprej, se ni sploh hotel pogovarjati, samo mahal z roko. Tako da smo slabo uro čakali, kaj bo kdo po nas prišel ali karkoli. To je tudi na potovanjih se zelo rado kaj takega zgodi, no. Tako da, ja, evo, da gremo še malo hrani, ker vem, da vas tudi zanima, kaj pa je s Kostariko pa hrano. Tule bom rekla, je veliko manj zanimiva meni, kakor recimo na Kubi. Je pa povsod poln riža, sploh Kostarika ima rada rjavi pa rdeči riž, pa primešan fižol noter. Tukaj jaz, se pravi to, kar sem opisala, pa neke vrste bi rekla, da je govedina po okusu, nisem pa niti preveč spraševala, da ne bi izvedela, katero žival so mi narezali. To. Evo, spet aktivno v pogonu, ker je v Porto Vieju v bistvu plaža zelo umazana, so se odločili, da bomo vzeli kolesa, pa greva malo prekolesariti in mogoče pa prideva do kakšne plaže, kjer se bova spočila, ne. Ker za nama je tukaj že celotno potovanje po Kostariki, ki ga ne bom sicer tokrat predstavljala, mogoče kdaj drugič. Tako da smo šle in gremo lahko naprej, boste tudi videli, kakšne plaže. Se pravi, to je neka črna, rjava mivka z ogromno podrtimi drevesi, še več smetmi, ampak oni, domačini, se to normalno tukaj kopajo. Nama do tega ni bilo, sicer sva našli nekaj malo boljšega, ampak je bil bolj kolesarski izlet tulele, no, cel dan. In če gremo še malo naprej, kar je bilo pa zanimivega, je pa tukaj ta znak. Cruce de fauna, in kar pomeni, da v bistvu divje živali prečkajo cesto, pozor, da je prečkajo, in so narisani razni jazbeci, lenivci, se pravi vse nekaj eksotičnega, kar nam ni navadno, a ne. Pa nam bo kakšen divji prašič mogoče, ki je v Istri prečkal, kaj takega, nič pa drugega, a ne. Tako da so se v bistvu nasmejale in lenivca sva tudi videli, samo ne tukaj, ne, ko je prečkal cesto. Če gremo zdaj malo naprej, se pravi, evo, to je Porto Viejo. Porto Viejo, nič kaj posebenega, in zato sva se tukaj čez noč odločili, kam iti. Suzana je našla v bistvu Bocas del Toro, en lep arhipelag v Panami, in ker sva ugotovili, da ne rabiva nobenih viz kot Slovenke, sva naslednji dan se usedli na avtobus in se zapeljala do meje, ker gremo lahko naprej. Čez mejo ne moreš drugače kakor peš. To je še s Porto Vieja, ena
Slika, evo, v bistvu to je takole, to je meja, dejansko ta zelena stavba zraven je bila v bistvu zadnja postojanka, v bistvu tretja postojanka, da prideš čez mejo. Najprej moraš plačati v enem starem podrtemu kiosku neko pristojbino, pol greš naprej dokumente kazati, pa prideš sem, ko te en policaj v bistvu ustavi in reče, zdaj boš pa izpolnila, koliko imaš denarja, kam greš, zakaj greš, koliko časa boš. In ti vsa 4 formati izpolniš, pa ga prav počasi on prebere in pa se odloči, da greš lahko naprej. Ne. Tako da ne pol ure še z njim zabijaš. In ko imaš to proceduro opravljeno, greš naprej peš čez most. To je bila moja želja, da bi šla čez ta most, ampak se je 1 leto prej podrl, tako da je bil precej tak avanturističen, pa nevaren. Ampak ker se je podrl, so zraven zgradili novega in na naslednji sliki bo videti, tam so šle pa midve čez, je pa varno in brez problema. Evo, takole happy, gremo čez. No, pa so nas nabasali na neke kombije in so rekli, da gremo v pristanišče in dejansko tole, kar vidimo, je pristanišče. Malo skeptične, ali to je to, ali ni to, ali so naj nategnili, pa ne veva, kam greva. Nič, probaš, greš, zaupaš, ti smo in nimaš izbire v bistvu. Če naslednja slika, ki bo prikazuje ta čoln, se pravi vodni taksi, čisto tropsko in vse, ampak ko so pa prišli na Bocas del Toro, na naslednji sliki boste pa tudi videli, da se je splačalo. Vsa ta tveganja, vse te prehodi, kad zagledaš pisane hiške, vreme se je razjasnilo, v glavnem super. In poj že so zelo hitro najdli eno hiško, klele pa tako majhen bolj ameriški stil, bom rekla, pa tudi angleščina bolj v uporabi, kar pa je veliko, je pa tukaj Kitajcev. Vse trgovine imajo Kitajci in tako zanimivo. No, tale znak sem dala čisto iz zanimivosti, ko sva ga srečala v mestu, sem jaz najprej mislila, da je Darth Vader, potem sem mislila, da je čarovnica, na kar sva ugotovila, da je v bistvu gasilec. Tanja, prosti, da te prekinjam. Mogoče bi za kamero poskusila, doli se ti verjetno gumb skril za chatom, če lahko poskusiš še enkrat. Tako da na hitro še nadaljujem. Šle sva hitro malo pogledat po mestu neko črno plažo, kar roko na srce ni bilo nič posebenega, razen to, da je imela črn pesek, pa neke žužke tukaj noter, ki so pa naja grizali, ampak najdle jih nisva, no. Tako da v bistvu na tej plaži vse, kar se je zgodilo, da sem jaz, se bo videla na naslednji sliki, reševala neko morsko zvezdo, ki je od zunaj obstala, pa sem ljubiteljica živali in nisem mogla pustiti, da bi končala nek na soncu, no. Tako da upam, da je preživela. Zvečer sva se vrnili nazaj v mesto, kjer sva srečali še eno Slovenko, v bistvu njeno sovaščanko, smo malo požurali skupaj. Naslednji dan sva šli pa na Starbič, v bistvu to so že te slike, potka proti Starbiču, kjer je pa res rajsko, čisto morje, toplo morje, nizko morje, noter so pa ogromne zvezde, ki v bistvu so majhne od obale, ampak zvečer pridejo čist zraven, tako da tukaj bomo šli naprej. Slikam se bo videlo, evo, to je morje, v kjer sanjaš, to so Karibi, ki se jih vsi predstavljamo, ne. In tukaj se vidi, ena od naju je tukaj v vodi noter, v glavnem vragolije sva itak počele, ko so obe dve otroka po duši. Na naslednji sliki so pa pol videli, koliko blizu pridejo te zvezde, ne. Je pa tako, teh zvezd se ne prijema v roke, res kdorkoli bo šel, polagam na srce, ker sem videla turiste, ampak to iztreza živali in marsikakšna doživi konec zaradi tega, no. To so živali, ki morajo biti same, proste, lahko jih pogledaš, ampak pusti jih pri miru, ne. No, tukaj greva pa potem počasi iz Bocas del Toro na Bastimento, ker je bolj miren otok, ker so si želeli še malo miru, malo počitka. Ampak vse je zelo pisano, v bistvu izgleda kakor neki Maldivi, bom rekla, ker je veliko hiš na kolih in imajo tudi kakor svojo privatno plažo, ne. Tudi na naslednji sliki so mogoče že videli.
Ja, evo, ta desna zelena je bila v bistvu najin hotel za ene 2 noči in bilo je super. Desna je bila čisto polna, tako da sva si mogli, ne, leva je bila polna, desno sva si mogli vzeti, ker je bilo poln, ampak na koncu so bili v bistvu edine gostje in naj je stregel lastnik spredaj, zadaj, tako da so v bistvu boljše imele, no. Evo, to je pa v bistvu na Bestementostu edina vas, se imenuje Old Bank, pisana. Njeni prebivalci so pa mešanci Jamajke, Afričanov in v bistvu Panamcev in govorijo tudi neki svoj jezik, ki ni španščina. Znajo špansko, ampak ne razumeš jih, no, če oni prav govorijo, ne. Je pa v bistvu samo ena ulica, to je vse, kar obstaja tam. Trgovina je v bistvu kiosk in to je to. Je pa veliko otrok in tlele je bilo meni nekaj najboljšega, ko vidim otroke zunaj igrati, ker to pri nas tlele se ne vidi več, vsi so samo še na telefonih, ne. To pa je, ja, spet sva v pogonu, tlele iščeva eno plažo, Wizard Beach, ko so rekli, evo, to je to, da je ne bova najdle, ker je zaraščen in ne, brez veze. 10 domačinov vprašaš, sestava skupaj zgodbo in prideš do sem, ne. Kakšno uro sva hodile, ampak to je bilo to. Ni turista, same sva bile, edino, kar so naju policaji prišli nadzorovati, da ne bi kdo kakšnega napada ali karkoli prišlo, ne. Zvečer pa takole lepo na večerjo, obedve sva si nekaj dobrega privoščile, bile so pa v bistvu nad morjem sedele na kolih in gledale lepo sončen zahod. V bistvu, ko je hrana prišla, je zahod bil že mimo, ampak majhen romantik, recimo, da sva špilale tukaj. Evo, takole. Tako da majčkeno pospešim. No, evo, takole sem videla, si lahko svoje viseče mreže privat privoščile, ker na oni strani so se pa borili za njih, ne. Uživanci, tukaj sva šle pol še na en konec, drug konec Bestementosa, v bistvu na Red Beach Frog. Iska take čisto majhne rdeče žabice, ki so zelo strupene, ampak žal niso imele te sreče, da bi jih videle. Tako da sva prišle v bistvu samo na drugo stran, kjer je bila plaža. Nič kaj dosti posebnega, razen enega hostla v bistvu tam. Tako da sva se odločili, da greva majhno raziskovati, ker če so že do sem prišle malo naprej, če bova karkoli takega videle. In evo, takole pač s papučki v rokah gremo. In v bistvu šle sva za 2 ribičema, če sem čisto iskrena. Tem 2 ribičema, ko bosta šla s palcem lovit, sva rekla, če one 2 nekaj najdeta, nekaj vesta, greva za njima, ne. Nekaj časa sva sicer šle, pol sva pa obupale, sva rekla, nič, zdaj pa vroče, greva midve malo v vodo, preden bo ura, da mora tudi nazaj iti, ne, ker do sem sva pa prišle s čolnom, ne, sva bile vezane na čas. Evo, še naprej, malo plaže. To so res plaže brez vsega in res lahko uživaš sam, ne. Evo, meni se je to zgodilo na poti pa nazaj, no, vsak mislil, da je to čisto simpel pa vse, papuček se je obrnil naokoli in sem letela po klancu navzdol, tako da v bistvu manjše poškodbe so na potovanjih prisotne. Če te napi čebela ali pa komar, se pa ves popraskaš, ne. Ampak nekako je šlo, no, tako malo je pekel, voda pomagala. Pol sva si vzele še en dan, da sva šle malo na izlet z ladjico, malo snorklati, malo zvezde gledati, tako, pač kar se bo videlo, delfine, takole so nas opremili. Na naslednji sliki se bo tudi videlo, ko smo našli jato delfinov, je prav en poseben zaliv, kjer večkrat pridejo in je res prišla družinica z majhnim delfinčkom. Tule smo v bistvu samo stali in so ven skakali, v bistvu doživetje popolno, bom rekla. Na naslednji sliki, no, tule smo se pa ustavili v bistvu kar v enem lokalu, barčku na vodi, v bistvu samo zato, da bi šli na kakšno kavo, kaj pojedli. In sta bile 2 are, ena je takole gor pozirala, mislim, čudovita, ta druga je pa takole jedla in si je zelo lahko približal. Tako da sem v bistvu po jaz tudi naredila eno takole sliko. Kar pa slika tlele skriva je tistih 10 ljudi, ki so mene čakali, da jim že naredila popolno sliko za sebe, a ne. To pa tisti del, ki pa ponavadi popotniki malo zamolčimo, ne. Ampak je bilo super. Naslednja slika, ki je, evo, to je zato, ker smo prišle, pač snorklanje, jaz pač to obožujem.
ribic niti ni bilo toliko, ker sem jih vajena s kakšnih drugih potovanj, bile so pa zelo zanimive korale, v bistvu v obliki moških spolnih organov, bom tako rekla, malo lepše. Tako da tukaj smo se punce majčka naslajale. No, pa smo se zapeljali nekam do enega dela obale, kjer je veliko lenivcev in smo imeli tudi srečo, tako da smo jih videli. So počasne, okretne živali, ampak smo imeli toliko sreče, da smo ga dobili v bistvu v budnem stanju, no. Sicer ni to moja slika, ker je nisem dobila, ker je bil tako visoko v listju, tako da s prostim očesom si ga videl, nisi ga mogel pa slikati, ne. No, to je še najen gostitelj, najen lastnik te hiše. Zadnji večer smo nekaj spili, je povabil na kozarček vina in je priznal, da v bistvu moja španščina veliko bolj teče, ko dobim en kozarček. Tako, pa smo šli pa počasi nazaj, evo, klele se vsa zadeva končuje, ponovno plačevanje pristojbin, da greva lahko nazaj na Kostariko. Če greva še naprej. Še ena, se pravi, spet ponovni postopek čez vse te urade, žal ne gre drugače. In v bistvu sklele se pa vračava nazaj proti San Joseju in pot domov, evo, še v avtobusu in lovljenje časa in vsega, da prideš na avion, ne. Torej, Tanja, se slišimo? Ja. Torej, eno vprašanje še pojavilo za tebe, zdaj ob koncu. Ali zanima, kakšne razlike med potovanjem z moškim in potovanjem z žensko? Razlika je, definitivno je. Bom tako rekla, moje izkušnje so, kolikor nas imajo ženske, da rade kompliciramo pa vse skupaj, v bistvu sploh ni res. Da smo veliko bolj prilagodljive, veliko bolj radovedne, lažje se je dalo vse zmeniti, no, bom rekla. Tako da jaz, če izbiram, definitivno žensko, pa še več vrat je v bistvu odprtih, ne. Ker več domačinov v bistvu je vabil priti to pogledati, ali pa tudi, dobro, moja gorenjska kri, kakšna stvar sem več dobila zastonj. Mene pa zanima, katera od teh držav pa ti je ostala v najlepšem spominu? Katero bi se najraje vrnila? Od teh treh. Ja. Pol bi izbrala Kubo. Čeprav ne rada ponavljam v bistvu države, se določene vračam iz takih in drugačnih razlogov, ampak najrajši grem nekam kaj na novo, ampak ja, Kuba mi ostaja tisti vzhoden del. Ja, torej, se si tudi zaradi tega namenila na več časa, verjetno. Tako. Ja, ker jaz enkrat razlagam, padam noter, priznam, mogoče me malo časovno poj zanese, ampak ja, kdor potuje s srcem, kdor je res v tem z vsem, živi za to, ja, lahko razlaga ure in ure, pa ne bo konca. Res je. Ja, si super povedala vse, tako da jaz pa zdaj razglašam, torej vsi, ki ste z nami, to je zaključek današnje barvite oddaje. V času, ki smo ga preživeli skupaj, smo podrobneje spoznali še eno izjemno popotovanje in še eno izjemno novinarko, ki bogati zbirko avantur našega spletnega časopisa. Upam, da ste vsi uživali in mogoče razvili kakšen motiv za vaše polletno popotovanje za doživeti. Preden se poslovimo, se ti zahvaljujem za tvoj čas, Tanja, in za potopisno predstavitev. Bilo mi je veselje. Enako. Hvala tudi vsem vam, ki ste prisotni, da podpirate oddajo preko udeležbe in tudi preko postavljanja vprašanj. Za več dodatnih informacij lahko kontaktirate Matejo na njenem Facebook profilu, ki bo naveden v kratkem, drugače pa do naslednjič. Spremljate skupino na Facebooku Poceni potuj in se izobražuj, saj se selimo na Bližnji vzhod. Več pa prihodnjič. Torej, se vidimo. Bon voyage. Čau.